7. dan božične devetdnevnice. Papa Panov je začel s pripravo zeljne juhe za kosilo, vmes pa vsake toliko časa spet preveril, če morda kdo prihaja. Najprej ni videl nikogar, potem pa je v daljavi zagledal človeka. Malo je še počakal pri oknu. Zelo počasi se je njegovi hiši približevala mlada gospa. Videti je bila utrujeno in premraženo, v rokah pa je nosila nekaj majhnega. Šele ko je prišla bliže, je papa Panov ugotovil, da v naročju drži majhnega otroka. Dojenčka, zavitega v tanko in strgano ruto. Njegove nogice so bile čisto rdeče od mraza, njegova mamica pa je bila videti res zelo žalostno in zaskrbljeno. Papa Panovu se je trgalo srce, ko jo je opazoval. Stekel je ven in jo povabil v hišo. Menil je, da ima bo počitek v topli hiši dobro del. Mamica z dojenčkom se je usedla v velik naslonjač in zavzdihnila od olajšanja. Pogrel bom malo mleka za dojenčka. Imam svoje otroke. No, zdaj so sicer že veliki, ampak mislim, da bi ga znal tudi nahraniti. To lahko naredim namesto vas. Vi pa si kar odpočite in se pogrejte, je dejal papa Panov. Pripravil je mleko, vzel dojenčka v naročje in ga nahranil. Medtem mu je s svojimi toplimi rokami še malo pogrel premražene nogice. Otrok potrebuje čevlje, je zamrmral. Mamica je žalostno dodala. Vem, ampak si jih ne moreva privoščiti. Nimam denarja. Moža, ki bi služil denar, nimam. Službe pa tudi ne. Ravno sem na poti v sosednjo vas, kjer jo bom mogoče našla. Papa Panov se je nasmehnil. Spomnil se je na čeveljčke, ki jih je našel prejšnji večer. Ampak hranim jih za Jezusa, si je potiho govoril. Gospod vedno pomaga in usliši te, ki prosijo. Naj nam Jezusova mati Marija pomaga, da bi vedno videli bližnjega, ki je v stiski, in mu nesebično priskočili na pomoč. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Poslušajte vsi ljudje, sveti Jožef mesto gre. Sveti Jožef in Marija gresta v mesto Betlehem. Sveti Jožef in Marija gresta v mesto Ko v mesto prideta, prenočišče